Lepo pozdravljeni. Danes je pri nas na obisku prav posebna oseba, fejst punca, Mojca, ki s svojim načinom življenja resnično navdihuje in dokazuje, da lahko prevzamemo odgovornost za življenje v svoje roke, da lahko spremenimo svojo resničnost v tisto, v kateri smo bolj zdravi in vitalni. Mojca zase pravi, da je 11 let čakala na raka. Mojca, dobrodošla. Pozdravljeni. Začela bi kar z vprašanjem, kaj si mislila s tem, da si čakala na raka 11 let? Ja, v bistvu v mojih najstniških letih je moja mamica žal izgubila bitko z boleznijo in moram priznati, da od tistega dne je nad mano visela neka senca, taka zla slutnja, da se bo to zgodilo tudi meni. V bistvu sem iz preventive in iz strahu tudi obiskovala zdravnike, ker sem nekako slutila, da me bo prej ali slej to čakalo. In ja, res se je to po 11 letih zgodilo in jaz pravim, da sem si ga v bistvu priklicala na nek način že samo s tem, ko sem se bala. Ko te je strah prevzel, ker si živela v tem. Tako. Veliko pomoč in podporo si našla tudi v posebni obliki prehranjevanja, s katero si dosegla neko ravnovesje v svojem fizičnem počutju. Nam lahko prosim poveš, kako si povezala sploh prehrano s svojim telesnim počutjem? Po operativnem posegu, po res hudih kemoterapijah in obsevanjih ter kljub vsem navodilom, ki sem jih upoštevala od zdravnikov, se nikakor nisem mogla sestaviti nazaj. Proces zdravljenja je bil res dolgotrajen in moje počutje je bilo tako slabo, da si nisem želela na tak način živeti. Zato sem začela raziskovati, brati in v bistvu delati na sebi. Začela sem poleg uradne medicine iskati še pomoč v alternativi in tako sem potem prišla tudi do tega, da je v bistvu potrebno spremeniti prehrano. Ključni dejavnik za to je bil, ko smo ugotovili, zakaj je to moje počutje še vedno tako slabo, in vzrok je bil sladkor. V bistvu nihanje sladkorja in zelo hudi padci sladkorja, v bistvu hipoglikemije, in moje telo ni moglo začeti nazaj funkcionirati. No, potem sem še poleg vsega tega začela sodelovati s Severinom Lipovškom, kateri me je potem usmeril v smer ketogene prehrane in moram reči, da se je moja situacija popravila za 80%. Čestitam. Hvala. Severin Lipovšek je tudi avtor predgovora slovenski izdaji knjige Maščobe kot gorivo. In knjigo si seveda dobila v branje že v testni fazi in si pol tako hitro sporočila, da si jo dobesedno požrla. Nam lahko prosim poveš, kaj je tisto, kar te najbolj navdušilo v knjigi? Ja, moram priznati, da knjiga je res top, pravim jaz. V bistvu, ko me je Severin povabil na predstavitev knjige in ko sva govorila o tem, sem vedela, da to res mora biti neka huda zadeva, zato ker ne bi se Severin spuščal v neke zadeve, kjer ni nekih znanstvenih podlag in dokazov. Knjiga je napisana res enostavno in razumevajoče. Najbolj me je pa v bistvu premagalo to, ker sem sebe našla v tej knjigi. Potrjuje vsa ta moja dolgoletna raziskovanja in iskanja na področju te prehrane in ja, je to. Torej bi lahko mogoče rekli, da je knjiga priporočljiva tudi za tiste, ki nimajo zdravstvenih težav, čisto iz preventive, da preverijo v bistvu, kako mogoče ta način prehranjevanja lahko vpliva na njihovo telesno počutje? Ja, vsekakor bi priporočila knjigo v bistvu vsem, predvsem tistim, katerih telo kliče na pomoč. Veliko ljudi pravi, da potrebujejo spremembo, da ne morejo tako živeti, da je pomanjkanje energije in da je prisotno slabo počutje. Priporočala bi vsem, ki se zdravijo za kakršnokoli boleznijo,
da mogoče poskusijo alternativo tudi s prehrano, pa da v bistvu sami sebe naštudirajo, kaj jim paše. Ne? Ni zdaj to za vsakega, je pa sigurno nekje 80–90% ta zadeva primerna za izboljšanje počutja, za obnovitev naših celic, zato da smo vitalni in da dobimo novo energijo. Super. Mojca, hvala lepa za krajši pogovor, ki ga bomo nadaljevali v neki drugi obliki, ko bomo pripravili tudi serijo posnetkov kuharskih mojstrovin in priprave hrane z veliko maščob in manj ogljikovih hidratov. Vam pa hvala lepa za pozornost. Spremljajte izid knjige Maščobe kot gorivo prek Facebook profila založbe Primus in pa spletne knjigarne izbranih knjig. Vmes pa vam polagam na dušo, da mogoče začnete ozaveščati svoj odnos do hrane, kajti tam je odgovor na marsikatero težavo. Hvala lepa.